Ja, žalovanje je pomemben in neizogiben del življenja, o katerem včasih premalo govorimo. Saj bo bolje, čas zaceli rane, potrebuješ samo čas, da pozabiš. Zdaj se je vsaj rešil, moraš pozabiti niti naprej. To je le nekaj dobronamernih komentarjev, ki pa lahko žalujočo osebo zelo prizadenejo. Včasih bi bilo veliko bolje, če bi bili tiho in žalujočo osebo le poslušali, ji stali ob strani oziroma povedali, da vam je žal za njeno izgubo in da ste tam zanjo oziroma zanj. A smrt je še vedno polna tabuje, žalovanje v družbi pogosto nima pravega mesta, a bi ga moralo imeti, saj gre za zelo pomemben proces, ki nam pomaga, da se naučimo živeti z izgubo. Žalovanje ni le psihičen proces, velikokrat ga spremljajo tudi vrtoglavice, slabost, bolečine po vsem telesu, neenakomerni ritem srca, nespečnost, omotica. O izgubah se je Živa Salobir pogovarjala s Kajo Kobal, ki je pri 12 letih v prometni nesreči izgubila očeta. Zdaj pa sama pomaga svojcem žrtev prometnih nesreč in s klinično psihologinjo, ki jo umiranje, smrt in žalovanje spremljajo že vse življenje. Bilo je poletje, Kaja Kobal je brezskrbno uživala počitnice vse do usodnega telefonskega klica, ki se ga tudi 15 let kasneje živo spominja. Takrat sem bila stara 12 let, to je bilo lih en mesec pred mojim rojstnim dnevom. Bila sem celo na morju s prijateljico, torej nisem bila doma. In kar naenkrat sem v bistvu dobila klic od mami, ki mi je v joku komi povedala, kaj se je zgodilo. Njen oče je umrl v prometni nesreči. Mama je ostala sama s Kajo in njenima dvema bratoma. Ne zavedaš se, da se to res dogaja. Tak občutek sem imela, kakor da sem v filmu, da to sploh ni res, da se bom zdaj zbudila iz neke more. Po hudem šoku je sledilo zanikanje, jeza in vprašanja, na katera si ni znala odgovoriti. Zakaj se je to zgodilo, zakaj se je to ravno meni zgodilo. Tudi imaš občutek, kakor je to neka kazen. Včeraj je bil dan zgodnji, ampak kaj ima sploh smisel? Žalovanje je zelo individualno, poudarja klinična psihologinja Vesna Radonič-Miholič. V grobem pa ga lahko razdelimo v 3 faze. Potem je tisto aktivno žalovanje, ko ga fizično, duhovno, duševno, telesno doživljaš. Po akutni fazi žalovanja sledi življenje z izgubo. Je ena velika praznina, ki se nikoli ne zapolne. Nekako preboliš to izgubo, ampak v smislu, da se navadiš živeti brez te osebe, nikoli je pa ne pozabiš in nikoli nisi več 100% okej. Žalovanje je proces, ki lahko traja leta, družba pa izgube velikokrat vrednoti. Oziroma jih podpiramo, če izgubijo otroka, če izgubi otrok v zgodnjem obdobju starše. Manj empatični smo do žalujočih starostnikov, ki svoje življenjske partnerje izgubijo v visoki starosti. Težko je tehtati, katera bolečina je večja. To doživljajo tudi tisti, ki so ob smrti bližnjega oropani sočutja. Povzročitelj prometne nesreče, nekdo, ki je naredil samomor, njegovi svojci so včasih zadregi ljudje do njih, lahko so to ljubimci skrivni, nepriznani, lahko so to družine, ki v nekem trenutku, ko se zgodi smrt, zvejo kakšne podatke, ki so zelo neprijetni o umrlem. Žalost moramo dopustiti tudi majhnim otrokom. Najhuje je, če jim smrt tajimo. Povemo kratko, jasno, razumljivo. Ni zaspal, ni odšel na pot, ampak je umrl. Ne smemo jih preliti s svojimi čustvi, ampak da vidijo, da so lahko žalostni, da smo lahko žalostni in kljub temu živimo. V krempljih strahu, kako pristopiti do svojcev umrlih, ti pogosto ostanejo sami in osamljeni. Najhujše je, če delimo nasvete kar tako. Ali pa vem, kako ti je. Se bojijo odpirati te tematike, ker ne vedo, kam bojo peljale. A bo potem to vodilo v jok, a bo to vodilo v molk, kakšne zamere. Družino Kaje Kobal je izguba močno povezala. Težke trenutke pa so poskušali prebroditi z lepimi spomini. Zelo smo se hecali iz kakšnih navad, ki jih je imel oči in smo v bistvu nekako iz tega žalostnega prišli na veselo in smo se skušali vedno spominjati lepih trenutkov. Smrt očeta je zaznamovala tudi njeno karierno pot. Postala je ambasadorka zavoda Varna pot, ki pomaga žrtvam prometnih nesreč in njihovim bližnjim. Tudi če nimamo enakih izkušenj, čutimo bolečino in na tej ravni se vsi razumemo.